naša folk in dobrodošli v full day of eating. Ne bom zdaj preveč govoril, ker mama spi. Gremo z kavo, zajtrk in vitamini. First meal. Ready zajtrk. Večinoma je to res simple obrok. Ali so ovci, ali so ta jajca s toastom, tako da bom. Gledam, to je ta pač low calorie sirni namaz. In kot sem prej rekel, zajtrk, kava in vitamini. First meal, ki ima 764 kalorij, 76 carbs, 30 fat, glede na to, da so 3 jajca in maslo in 42 gramov beljakovin, tako da easy, simple, tasty. Meal number 1, done. Zdaj imam, danes po neki sreči imam online pouk. Bomo delali to, kar moramo delati za faks in bom povedal še kaj več o tem full day of eatingu pri drugem obroku, ki bo v bistvu kosilo / pre-workout meal, ampak bolj kosilo, ko končam pouk. In konec s poukom. Zdaj gremo si pripraviti kosilo oziroma pre-workout meal je to, bi se reklo, ker bom potem recimo čez 2 urci šel v fitness. Bi pa izkoristil 1 sekundo, da razglasim tudi tukaj na YouTubeu, ker na YouTubeu še nisem, da sem uradno postal del Gym Beam ekipe. Tukaj neki izdelkov, od katerih bojo tudi danes žrebani zmagovalci giveawaya. V glavnem, folk, jaz nimam besed, pač ta priložnost je prišla samo zaradi vas, zaradi supporta na TikToku, tukaj na YouTubeu, ki je incredible. Na Instagramu tudi. Res sem bil ful presenečen glede na kakšno ponudbo imajo
oblačila so kruta, izdelki so oni, ki morajo biti, so kvalitetni. Ko so mi dali to priložnost, da začnemo to sponzorstvo, sem rekel takoj, ja. Je pa seveda moja koda Max 5 aktivna in jo lahko na Jim Beam spletni strani uporabite. Na Jim Beam izdelkih Vanavita Beast Pink. Beast Pink je ta serija za punce. In Strix. Tako da na teh 4 firmah, ker naprimer, vidite pač to je pač Jim Beam izdelek. Zakaj je toliko svetlobe? Vidiš. To je pač Jim Beam. Torej na te stvari, ki imajo Jim Beam, ki imajo Vanavita, ki imajo Beast Pink in Strix, lahko uporabite mojo kodo. Tako da veste, nekateri so me spraševali, zakaj ne dela moja koda. Na te 4 kategorije lahko uporabite mojo kodo. Od spodaj imate link do Jim Beam spletne strani. Če želite si kakšen supplement naročiti, če potrebujete kaj. Še enkrat hvala za priložnost Jim Beamu in hvala vam, ki suportate, ker brez vas pač ne bi bilo nič od tega. Let's continue with the full day of eating. Gremo pripraviti kosilo. Kar dajem novo sliko na Instagram, tako da če me še ne followajte, pofollowajte Instagram, ker so slikce res, sem stepal up quality. Bom začel postati 3-4 na teden. Sem se pa tudi odločil glede na ta današnji giveaway, da bom delal giveaway na vsakih 1000 subscriberjev na YouTube. Ni samo naprimer ena nagrada, je več nagrad, tako da lahko več zmagovalcev. Mislim, da je tako pač fair, je dober challenge, vsakih 1000 en tako dober giveaway. New pic is up. Look at this. Sexy pic. Tako da ja, crazy posts. Follow the gram. Drugi obrok, ki si ga večinoma pripravljam, če je tako nek klasičen dan, pomeni, da bo to obrok pred treningom, pred workoutom, tako da je to zame večinoma vedno pasta bitch, vedno pašta pred treningom, ker je to res en top vir ogljikovih hidratov in pred treningom deluje kot fuel. Je tako kar težek obrok, bi se reklo, tako da ga vedno probam pojesti recimo 2 uri pred treningom. Jaz vseeno imam hitro prebavo, ampak je to večinoma 2 uri pred treningom. Tako da danes sem si rekel full day of eating, ampak bom res delal stvari, neke klasične stvari, si ne bom zdaj nekaj tu izmišljal za video, neke stvari, ki si mogoče naredim enkrat na mesec. Res stvari, ki si delam vsak dan. In to bo danes pašta z tuno, zelenjavo, mozzarello in malo paradižnikove omake. Imamo passata, paradižnikova omaka, te imamo itak pašto, 2 tunine konzerve v lastnem soku, pol mozzarelle, ki mi je ostalo še od včeraj, ker sem si jo dal samo pol, in mix zelenjav, ki ste videli že 150krat, grah in korenje. In to je ta pre-workout meal. Pašto pripravimo al dente in potem vse skupaj zmešamo, ker itak tu ne zelenjave in te mozzarelle ne rabi nič pripravljati. Samo vržemo not, da se lepo s toploto zmeša, stopi in potem vse skupaj top. Glede količin imamo 150 gramov pašte, ta konzervica zelenjav je 130 gramov teh mešanih zelenjav, potem imamo pol mozzarelle, je približno 60 gramov mozzarelle, 200 gramov passate in sem videl, da mi bo v bistvu rabila samo ena konzervica tune, ker če ne bi bilo preveč beljakovin, tako da bom dal samo eno 50 gramsko konzervico. In to vse skupaj pride na 900 kalorij, 901 kalorij, 130 gramov karbsov, 16 gramov fetca in 51 gramov beljakovin. 51 gramov za samo eno konzervico tune. Torej, že to je mogoče malo preveč beljakovin v enem obroku, ampak tako je. Pasta al dente pripravljena.
malo paradižnikove omake. In kot sem rekel prej, samo vržemo vse ostalo not, lepo zmešamo, da se vse skupaj poveže, da se mozzarella stopi. In evo, drugi obrok spreman. To je to. Simpel, hiter, okusen in bi se reklo kvaliteten obrok. Kot ste videli danes zjutraj, ko sem se tehtal, bulk napreduje dobro, mogoče še malo predobro. Načeloma sem nekje trenutno med 82 in 83, zdaj danes zjutraj sem imel malo več kot 83, ker sem ta vikend šel na en manjši cheat meal. Sem si privoščil burger, malo sweet fries in cheesecake, tako da top. Bulk pa napreduje res neverjetno, pač jaz sem ful vesel, jaz sem ful zadovoljen. Izgledam dobro, sem še kar lean, še vedno. Vsaka 3-4 tedna dvigam kilaže na compound liftcih. Top feeling. To, kar sem si zadal na začetku bulka, se zdaj dogaja in sem pač ful vesel. Zdaj edino ta december, ki bo zdaj težko se zadržati decembra, ki je božič, so panetoni, so večerje in tako naprej, se moram nekako zadržati na teh 83 kilah, ker potem imam načeloma še januar, februar, marec in april za bulk. Potem bo časa še za priti do onih 88, 90, še 4 mesece, tako da zdaj se moram nekje ustaviti pri teh 83 za ta mesec. Kot vidite trenutno, kot piše v naslovu, nisem jih še toliko pojedel, ampak trenutno sem na 3200 kalorijah. Nič posebnega, v bistvu, kot sem rekel, jaz se moram še vedno zadržati, pač moram se kontrolirati, da ne pojem več. Kot naprimer zdaj ta vikend, ki sem šel na cheat meal, sem pač pojedel več in se takoj pozna. Takoj se pozna. Meni bulk res najmanjši problem, jaz uživam v tem. To je prvi full day of eating med bulkom v sklopu te moje lean bulk serije. Pričakujte nekje na koncu bulka pa še drugo epizodo, ko bomo v bistvu, bi se reklo, na pik bulka, na koncu bulka, ker bom sigurno, po mojem bom okoli 4000 kalorij, mogoče še kaj več takrat, bomo videli, do takrat je še dolga pot. Easy. Plate is empty. Laganih 900 kalorij. Zdaj bom malo chillal, snemal kakšne TikToke, edital, pripravljal stvari za naslednji dan in potem grem odtrenirat. Danes imam ramena, roke. Treninga ne bom pokazal, ki to ni pač fokus tega videa. V glavnem, da ne pozabim pokazati še pre-workout, ki je ta Crazy Pump pre-workout od mene ostrit, njega zaostri. To. Jimbina. Plus skup kreatin, približno, oziroma skup in pol, približno 8 gramov, z malo himalajske soli, kot vedno, mora biti himalajska sol. Yes, sir. In moj intra-workout, torej, kaj imam med workoutom, je ta cereal bar z sadjem, ki ima okoli 110 kalorij in to so samo ogljikovi hidrati, sladkorji za v bistvu nek regeneration med treningom, da mi da še naprej energijo med treningom. Še posebej danes, ki bom treniral ramena in potem biceps in triceps, tako da nekje vmes med treningom pojem to, da mi da še dodatno energijo, da končam trening na polno. Nič, to je to, kot sem rekel. One full scoop tega, recimo 8 gramov tega in 3 kreksi himalajske soli, to pa med treningom. Odtreniram ramena in roke in se vidimo na post-workout mealu. In evo mi iz treninga kar prišel domov, nice workout. Zdaj med bulkom so treningi res prejaki, pač najjača stvar trenirati med bulkom, pumpi so nerealni. Ampak, back to the food, let's prepare the post-workout shake, ki si ga vedno naredim, parkrat sem ga že pokazal, ampak ga bom še enkrat pokazal, ker je pač to v mojem
everyday, full day of eating, tako da ga absolutno moram narediti in pokazati. Tukaj imamo vse sestavine, pa jih ne bom števal, bom kar začel jaz delati ta shake. V glavnem, base, začnemo. 1,5 deci mleka, jaz dajem mandljevo, potem imamo 150 gramov zamrznjenih gozdnih sadežev, lahko daste katerokoli, zamrznjeno sadje. Potem imamo eno veliko žlico skira, ki ne vem koliko je gramov, bom zdaj prečekiral. 50 gramov. Nadaljujem z bulk must have, ja, skoraj da se vidi kaj, mandljevo maslo. Sem kar nizek na maščobah danes, tako da si bom dal enih 30 gramov mandljevega masla. Potem imamo, jaz si dam ta half a cup, ki je, da vidimo koliko je to, ko napolniš z ovci. Ja, skoraj da je šlo vse noter, res. Recimo 50 gramov ovcev. Potem imamo eno celo banano. In na koncu še beljakovine, proteine. Bom dal samo half a scoop. Sem pa en mesec nazaj switchal na rastlinske proteine, sojne proteine, ker sem imel mogoče malo, z tistimi whey sem imel mogoče malo težave, ne toliko prebave, ampak potem v želodcu, v glavnem po domače povedano sem predel ful. Tako da sem v zadnjem mesecu probal, prvo kot prvo sem znižal, že na 2-3 meseca nazaj sem malo znižal beljakovine, ker sem jih očitno jedel preveč, ampak potem to še vedno ni pomagalo in sem potem en mesec nazaj switchal na sojne in od takrat res nimam več teh težav. Tako da, če ima še kdo kakšne takšne težave, mogoče probajte kakšne te rastlinske, v glavnem kakšne sojne, riževe, beljakovine, okus vanilja so pač to. Ko normalne beljakovine so. Oziroma, kot whey beljakovine. Ne bomo uporabljali izraz normalne, ki tu smo strokovni na tem channelu. Bom pa dal samo half a scoop, ker če ne bom presegel beljakovine in jih bom imel preveč, ker čaka me še en obrok pozneje. Post-workout meal, same as always, works for me. Shake ima skoraj 700 kalorij, približno 80 gramov ogljikovih hidratov, 25 maščob in 32 beljakovin. Torej, to je meal number 3. Verjetno bom še malo sadja, še kakšne mandarine, še additional vitamin C pride prav zdaj, ki je mrzlo, da ne bomo zboleli. In potem zadnji meal bom imel še okoli 9, tako da se vidimo na 4. in final mealu of full day of eating na bulku. In evo nas folk na zadnjem današnjem obroku in to je, ja, riž in piščanec. Plus še ta jogurt z žitarico. Vem, basic obrok, ampak kakšenkrat pride tudi tako. Redko jem tako basic obrok, ampak danes glede na to, kar sem pojedel prej, je pač prišlo tako. Bom rekel po pravici, da kakšenkrat zapaše tudi tako. V bistvu jaz se vedno potrudim narediti nekaj različnega, dati mogoče malo zelenjave, kakšen sos, malo sira, ne vem, hot sos gor. Tako da makros za celoten obrok skupaj z jogurtom imamo 877 kalorij, 145 gramov ogljikovih hidratov, 12 gramov maščob in 51 gramov beljakovin. Zaključil sem dan na 3211 kalorij, to pomeni zelo solidno glede na moj cilj. 177 gramov beljakovin, 130 gramov ogljikovih hidratov in 84 gramov maščob. Evo me folk naslednji dan oziroma 2 dni
potem, ko sem snemal zadnji klip, oziroma torek zvečer in čas za izrebati še 3 zmagovalce giveaway. Izžrebamo prvega, ki bo zmagovalec 3. nagrade, in sicer kreatina. Okej. Potem gremo na naslednjega, in sicer zmagovalec pre-workouta. In še zadnji, in sicer zmagovalec prve nagrade proteinov. Evo, to so 3 zmagovalci, sem preveril, so imeli vse pogoje, tako da congrats guys. Javite se mi v DM, v Instagram, da mi daste informacije in da vam čim prej pošljem vaše nagrade. Hvala vsem, ki ste sodelovali na giveawayu, bilo vas je res veliko. Kot sem rekel, vsakih 1000 na YouTube bom naredil nov giveaway, tako da če še nisi, spusti subscribe button. Upam, da ti je full day of eating bil všeč. Upam, da ti je ta video prišel prav, da si razumel kaj več o moji prehrani. Upam, da ti bo ta video lahko pomagal, da si boš sam namestil boljšo prehrano in s tem potem tudi imel boljši bulk in bolj uspešen bulk. Če ti je video bil všeč, pusti like za algoritem. Hvala še enkrat za nerealen support lately, povsod, res, hvala folk. To je to za Lean Bulk epizod 3 in se vidimo naslednjo sredo v novem YouTube videu ob 6. Peace!